Danes sem se pa odpravil na progo, ki je zame uradno najlepši mountain bike krog tukaj na Goriškem, kar sem jih odkril. V nobeni točki nisi oddaljen več kot 15 km od Nove Gorice, vseeno pa na tem krogu obdelaš 5 popolnoma različnih pokrajin, raznolikih, zanimivih, v glavnem neverjetno, koliko čarobnih lepot se skriva na tako majhnem območju. Proga se začne tukaj na Sokanskem mostu, od kjer imate čudovit razgled na kamniti most, ki ima največji lok na svetu. Sokanski most je v redu izhodišče tudi zaradi tega, ker imate tukaj eno veliko parkirišče zraven avtobusnega obračališča. Tukaj bom takoj zapeljal na kolesarsko stezo in tukaj je že prva pokrajina, vožnja po dolini Soče, vse do Prilesja. Vse polno trobentic je tle v tem senčnem in vlažnem predelu. Ta kolesarska steza je super, ena najlepših v Sloveniji. Jaz jo redno koristim, ker se po njej lahko prestaviš iz Nove Gorice gor do Prilesja, Plav in še naprej do Kanala. S tem se izogneš tej glavni prometni Soški cesti, kjer je res obupno. Steza se nahaja na severovzhodnem hrbtu Sabotina in je zaradi tega tudi poleti kar precej v senci in primerna za vožnjo v vseh letnih časih. Kar se tiče današnjega kroga, je mogoče problem teh prvih 10 km samo to, da je ta kolesarska steza v celoti asfaltirana, jaz pa tukaj z mountain bikom. Vse skupaj odtehta razgled na prelepo reko Sočo in pa dejstvo, da je točno na polovici kolesarske steze en super vodni vir. Je pa danes en tak lep spomladanski dan, sončno, brez oblačka in lih na meji 17 stopinj Celzija, tako da sem dal še dolge rokave. To kolesarsko stezo sem v svojih videih že večkrat predstavil, zato jo danes ne bom opisoval v detajle. Za vse, ki vas bolj točno zanima, kje poteka, bom od spodaj v opis videa dal itak link do svoje Strave. Na tej kolesarski stezi sta 2 tunelčka in ko zaključiš z drugim, se ta del s Soško dolino konča. Takoj, ko pridemo skozi drugi tunel, zavijemo ostro levo na Makadam in tukaj se začne vzpon Prilesje Sabotin. Vzpon je dolg 3 km 600, na njem se dvigneš za 305 metrov, kar pomeni v povprečju 8,5% klanec. Ker je bil vzpon narejen še včasih, ko je živina vlačila orožje na Soško fronto, je zelo enakomeren. Makadam je lep, vožnja poteka po krasnem gozdu. Sabotin je ena taka mogočna gora nad Novo Gorico. To je tista, na kateri piše Tito. Na najvišji točki doseže okrog 650 metrov. Tale drugi del današnje proge, kjer Soče ne vidiš več, jaz preprosto imenujem vzpon na Sabotin. Moj rekord tega vzpona je 25 minut. Danes bo pa ta čas, ker snemam in pripovedujem zgodbe, upravičeno malo daljši. Zdaj se je na tem delu proge kar malo pooblačilo, tako da sem prav vesel, da sem dal dolge rokave. Tu imam tole majico Sirocco in če vas zanima 10% popust na tej spletni trgovini, lahko uporabite moj link ali pa kodo. Poleti je tle noter čudovita senca, pozimi je pa prav zlovešče, ko piha burja in ječijo drevesa. Ostanki iz Prve svetovne vojne. Točno tukaj čez Sabotin je tekla Soška fronta. Potem tudi nekako veš, da si že blizu vrha. Tle pod vrhom pa podirajo drevje, slišim stroje. Kljub temu, da je nedelja, je treba iti previdno mimo. Rob gozda vijoličen od žafrana. Ko prideš na vrh vzpona, imaš še par kilometrov vožnje čez ta Sabotinski hrbet. Drugi del tega današnjega kroga se pa potem konča s koščkom asfalta, ker se preklopiš na glavno Sabotinsko cesto. Prav na hitro se spustim dol v Kojsko, kar pomeni, da sem uradno v Goriških brdih, kjer se začne tretji del današnjega kroga. Uporabil bom pot, ki jo imenujejo Vilinka. Tukaj pri cerkvi zavijem ostro desno in se spustim dol na makadamsko pot. Kar naenkrat se je odprlo nebo, spet se je pokazalo sonce in jaz se vozim tukaj med vinogradi, oljkami in cvetočim sadnim drevjem.
Dejansko gre po tej vilinki za spust dol v Vipavže, kar bom izkoristil, da se malo spočijem in pripravim na naslednje podvige. Pot so že v preteklosti zaradi težkih vozov, ki so vozili grozdje, utrdili s takimi nepravilnimi kamni, tako da svetujem previdnost pri izpustu. Goriška Brda sem predstavil že v prejšnjem videu s specialko, no tokrat pa še z gorskim kolesom, tako da lahko vidite, da je izbire res ogromno, kar pridite lepo vabljeni. Kakšne lepote na tako majhnem koščku. Ko je spusta konec, imaš še par kilometrov vožnje tako po ravnem med vinogradi. A ni noro, vse cveti. Ko se preklopiš na asfalt, veš, da je tretji del tega današnjega kroga pri koncu. Vilinka tukaj zavije desno in gre še v Vipavže. Jaz grem pa kar po asfaltu naprej in se preklopim na četrti del današnjega kroga. Tle po tem asfaltu me čaka prav en kratek vzponček čez Dolnje Cerovo, kjer se lahko naužijem še zadnjih prizorov teh čudovitih Goriških Brd. Ko je vzpona konec, sledi kratek spust, samo 2 ovinka in pridemo v Italijo. Ko prideš na italijansko stran, kar nenadoma vstopiš v četrti del današnjega kroga, ki mu rečemo Prevalj. To je ta južni del Goriških Brd, kjer hribovje počasi preide v to italijansko ravnino. Prevalj je čudovit, ena sama ravnina med vinogradi in njivami, posejana s potoki za namakanje in pa najrazličnejšimi potmi, po katerih lahko prevozite 30-40 km, ne da bi se peljali po isti cesti. Prevalj je zmeraj poln kolesarjev in sprehajalcev, res take čudovite poti. Polno ptic se tudi zadržuje na tem terenu, tako da je to nekakšno zaščiteno območje. Mislim, da vam je hitro bilo jasno, da bi jaz lahko tale krog tukaj čez Prevalj podaljševal do noči. Ampak seveda zaradi namena te današnje demonstracije tega ne bom počel. Odpeljal bom teh par kilometrov, kolikor je najbolj nujno, da tale Prevalj sploh prečkam. Približal se bom Novi Gorici na 6-7 kilometrov, kjer me bo pričakal 5. zaključni del našega današnjega kroga. Tale magnolija bo skoraj že odcvetela. 5. del današnjega kroga se imenuje Vzpon čez Kalvarijo. Tako se imenuje ta hrib, ki loči Prevalj od Soče. Čez njega se dejansko pripelješ nazaj v Gorico in potem v Solkan. Gre za asfaltiran vzpon in dejansko gor na vrhu bi jaz celo imel možnost, da bi se po asfaltu spustil v Gorico, kar pa bi bilo po svoje škoda, zato ker je Kalvarija prepletena z makadamskimi potmi in eno od njih bom tudi izkoristil. Gor čez Kalvarijo peljejo 3 urejene asfaltirane poti. Vmes je pa še ogromno makadamskih poti in še več teh mountain bike trailov. Jaz bom prvi del tega vzpona premagal kar po asfaltu. Sem pa lih prejšnji teden prečkal Kalvarijo po makadamskih poteh, zato ker je šel tukaj reli in je bila prav ta cesta zaprta. Vzpon je kratek in ne preveč strm, tako da ga je po 3-4 ovinkih že konc. Vsega skupaj sem se mogoče vzpenjal kakšen kilometer, zdaj pa tukaj pri tem rumenem kolesu namesto po asfaltu zavijem levo na makadam. Vse to je Kalvarija, v bistvu greš po robu okrog in okrog na približno enakih nadmorskih višinah. Občasno srečaš tudi kakšnega sprehajalca, ampak načeloma tukaj nikoli ni kakšne gneče. Kar je tudi super, je to, da sem imel na celem krogu zelo suho cesto. Tistih par majhnih luž, ki sem jih videl, bi lahko preštel na prste ene roke. A vidiš, zdaj, ko sem prišel okoli Kalvarije, se pa za mano vidi tale Sabotinski hrbet, od spodaj je Sabotinska cesta, na vrhu pa desno je italijanska karavla, levo je naša karavla. In jaz sem tam od zadnje strani iz smeri Soče nekako preplezal čez na to stran v Brda, Prevalj in zdaj čez Kalvarijo. Jaz sem se zdaj z Kalvarije spustil v Valerišče in od tukaj bom se prav na kratko spustil dol v Gorico in čez polje potem nazaj v Solkan. Tale nekaj kilometrski zaključek, v bistvu povratek nazaj proti domu, je v celoti asfaltiran in nekako ne spada v tistih 5 sklopov, ki sem jih obdelal v današnjem krogu.
povratkom čez Solkan polje se tale današnji krog tudi zaključi. Na koncu to rata tam kakšnih 43 km in pa približno 670 višincev. Meni vzame približno 2 uri in pol in jaz sem vsakič znova navdušen, kako lahko najdeš 5 tako raznolikih pokrajin na tako majhnem območju. Čar tega kroga je tudi v tem, da ga lahko začneš na katerikoli točki in lahko ga odpelješ v katerokoli smer. V vsakem primeru bo špica. Jaz upam, da ste zvedli nekaj novega. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnič. Čau, čau.